Nahajam se v Škofji Loki, tukaj sem imel svojo specialko na servisu, zdaj bom pa izkoristil ta lep sončen dan in se bom kar z njo odpeljal domov vse do Nove Gorice. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Tisti, ki spremljate moj kanal bolj redno, ste videli, da sem prejšnji teden od Vektor Bajka prevzel v testiranje tisto strupeno specialko Winspace M6. Hkrati sem jim dal svojo specialko za en teden, da jo malo pogledajo in poservisirajo, ker sem z njo naredil že 2500 km in je bilo sigurno kaj za potisniti. Po enem tednu sem danes spet prišel v Škofjo Loko, kjer sem vrnil testnega M6 in hkrati prevzel svoje servisirano kolo. Glede na to, da je tako čudovito vreme, sem sklenil, da se kar z njim odpeljem domov in upam, da me po poti ne bi oprala kakšna popoldanska nevihta. V Škofji Loki je ob enih popoldan kazalo 27 stopinj Celzija, kar je bistveno lepše kakor tistih 32 stopinj Celzija v Novi Gorici. Za začetek današnje poti sem se odločil, da se iz Škofje Loke zapeljem v Železnike, potem naprej okvirni plan pa čez Petrovo Brdo, v Baško grapo in ne vem še kako naprej proti Novi Gorici. Odvisno predvsem od tega, kakšno bo stanje cest in prometa. Kogar prav točno zanima, kje sem se vozil in kako izgleda cesta, bom dal dol od spodaj opis videa tudi link do svoje Strave. Cesta je zaenkrat super, praktično ravna, pa še malo vetra v hrbet. Prometa ni veliko, prihaja pa v valovih, zato ker so tam na začetku je neko gradbišče in semafor, tako da te potem naenkrat prehiti 4 ali pa 5 vozil. Par kilometrov pred Železniki se je pojavil celo en kos kolesarske steze, kar je super, da se ne rabiš ukvarjati s prometom. Kolesarska steza pa potem počasi preide v ta kolesarski pas, ki je narisan ob robu ceste. Proga je taka, da se bo prvih 50 km počasi dvigovalo, ampak samo za kakšen procent, kar je skoraj neopazno. Vidim pa recimo na števcu, da imam po prvih 12 km narejenih 100 višincev. Zdaj sem že prišel v Železnike in tukaj računam, da bom mogoče kje najdel svojo asistenco, ki me spremlja z avtom ob poti, če bi bilo karkoli narobe. Tukaj sva zmenjena pri tem starem plavžu, pa se ustavim lih toliko, da ji povem, da je vse okej, da ne bo v skrbeh. Ojla. A ni lepo? Lepo, nisem še nikoli bil tukaj. A tle pa ni nobenega, da bi s tabo odigral partijo šaha? Ne, edin, če si boš ti čas vzel. Vidim pa, da se je zdaj veter obrnil, tako da ga bom imel direktno od spredaj, ampak glede na to, da se cesta ne vzpenja prehudo, mislim, da ne bo nobenih težav. Lih prav piha, da me bo po poti malo hladilo. Ok, bodi fajn, se vidimo. Ja, ti tudi. Čau, čau, Ajde, lepo vozi. čau, čau, lep dan. Enako. Spet sem zagledal eno kolesarsko stezo in peljem kar po njej. Ne vem točno, kam pelje, ampak bom že videl sproti. Sej se mi nikamor ne mudi, dan je dolg in počutim se fantastično. Tudi za kolo moram reči, da teče super. Na servisu so ga zelo dobro poštimali in imam občutek, kakor da je spet nov. Prav fajn. In dobil sem tudi eno informacijo, ker je bilo prvotno rečeno, da gre ta Winspace Agile model ven iz proizvodnje, da baje da ne, da so spet naredili 100 novih okvirjev tazga modela, ko ga imam jaz, in to striktno v taki belo-modri barvi, kakor ga imam jaz. Če koga mogoče zanima tako kolo,
bi predlagal, naj kontaktira Vektor Bike in se tam pozanima, kaj je s tem in kaj je možno dobiti. Ta kombinacija z določenimi odseki kolesarske steze mi je kar všeč, pa tudi prometa ni toliko, kot sem ga pričakoval. Sem si mislil, sobota popoldan, izletniki, da bo kaj več. Ni panike, večino časa se tudi peljemo ob eni lepi manjši reki. Če sem prav prebral, je to Selška Sora. Edina zaskrbljujoča stvar je ta popoldanska oblačnost, iz katere bi se lahko razvila kakšna nevihta. In med tednom je skoraj vsak dan popoldan tudi res deževalo. Ampak kar sem gledal današnjo napoved, naj dežja ne bi bilo in res upam in držim pesti, da tako ostane. Zelo, zelo lepa pokrajina je tukaj. So mi všeč taki kozolci ob cesti. Tako na Primorskem jih nismo navajeni. Če ste gledali moj prejšnji video, potem ste videli, da je tudi tisti Winspace M6 tekel zelo, zelo dobro. Sem ga kar izkoristil, v celem tednu sem z njim naredil 280 km. Je pa res, da sem potem opazil, da je tak res precej trd, tekmovalen in ne nudi tega udobja, kakor tale moj. In je pravo veselje, ker se zdaj po enem tednu spet vozim s tem Agilom, ko čutiš to mehkobo v belanci in roke ne trpijo tako močno. Zdaj sem pa naletel na en malo vzpončka. Tle števc kaže, da bo dobrih 5,5 km, zdaj se dvigam dobrih 180 metrov. Se pravi, to povprečje je to 3%. Verjetno je samo na začetku malo bolj strmo, bolj kasneje se bo pa spet zravnalo. Res je čudovita in taka samotna tale cesta. Lahko bi rekel realno, da jo ne poznam, čeprav vem, da obstaja in tudi kolesaril sem že po njej, ampak to je še iz tistega obdobja izpred 10-15 let, ko sem delal take 200-kilometrske kroge in sem se kar parkrat znašel na tej cesti. Ampak se ne spomnim skoraj nič. Vem, da je bil tle nekje na levi strani en vodni vir, in če ga bom našel, vam ga bom tudi pokazal. Mislim, da prav tle pri teh hišah, ja, že vidim pipo. Prav tukaj nasproti te velike hiše je pipa in to kar skozi teče voda iz nje. Sem že itak spraznil skoraj cel bidon do tukaj, bom lepo kar dotočil. Super, super je dobra. Tudi če priješ brez bidona, imaš tle lepo kozarček, pa se napiješ. Zdaj, ko se vozim po tej cesti, mi cel čas roji po glavi YouTube kanal Mile Vranič. Mile se sigurno večkrat pelje po tej cesti kot jaz. Je približno mojih let, mogoče kakšno leto mlajši. On štarta na Jesenicah in se pelje na Dolenjsko, v Zasavje, v Ajdovščino, pa čez Predmejo. V glavnem dela take 300 plus kilometrske proge. Če vas to zanima, poglejte njegov kanal in ga podprite s kakšnim ogledom njegovih videov in všečkom. Prišel sem na Petrovo Brdo.
Tukaj bo zdaj počasi tega vzpenjanja konc in bo sledilo kar nekaj 10 km bolj navzdol. Sem pa do Petrovega Brda naredil 33 km in 480 višincev. Tukaj se zdaj spustim in nekje na tem spustu se ponovno srečam s svojo soprogo za eno pijačo. Tukaj sva zmenjena, pri Brunarci slab, vidim, da je avto že tle. Zdravje. Čin. Pa kar paše. Ja. In si me težko čakala? Ne. Se lepo zabavila. Roko sem si vzela, vidiš. In sem lepo rešvala. Super. Ja, sem malo možganem migala. Super, sam da te ni dolgcajt ta cajt, ko se spreganjam okrog s kolesom. Ja, zdaj do tle imam narejenih 35 km in še enih 65 je do Solkana. Tako da bi mogla biti ena prav lepa stotka. Dobro, šibam jaz naprej. Zdaj bo kar precej spusta, enih 20-30 km bo šlo samo dol. Bo šlo samo dol, ne? Ja. Ok. Čau. Čau. Lepo vozi. Bom. Se vidimo. Hvala. Malo. Super je pasal ta postanek. Zdaj grem pa tle čez Podbrdo proti mostu na Soči. Več kot 20 km cesta pretežno teče navzdol. Tako da si obetam prav eno lepo urco vožnje. Nekega dodatnega postanka z ženo ne načrtujem več. Bo pa ona skozi nekje na tej isti poti, če bi jaz karkoli rabil v primeru kakšnega defekta ali kaj drugega. Se mi pa zdi, da je ta cesta še bolj prazna, kot je bila una čez železnike na Petrovo Brdo. Imam še vedno tudi kontraveter, ampak ga totalno izniči tale spust, tako da gre prav super. No, tudi tukaj v Baški grapi ne gre cesta prav ves čas dol, ampak zdaj sem prišel na en košček, kjer je malo vzpona. Izkoristim, da vam povem za akcijo Siroko. Še vedno je 20% popusta namesto običajnih 10. Dobil sem pa mail, da tečejo zadnji dnevi akcije. V glavnem, če koga zanima Siroko oprema, naj obišče spletno stran preko mojega linka in v checkoutu piše kodo RBASLO, da izkoristi 20% popusta, dokler še traja. Podobno je pa tudi za ta očala Revorej. Greste na spletno stran preko mojega linka, pišete kodo RBASLO, tukaj pa dobite 26% popusta. Približujem se zaključku Baške grape, še kakšen kilometer in bom zavil na glavno cesto desno proti mostu na Soči. Prišel sem do mosta na Soči. Tukaj, če pogledam na števc, imam lih 61 km in pa dobrih 600 višincev. Tako da v povprečju je proga še zmeraj na tistem 1% višincev glede na razdaljo. Tukaj nasproti jezera je še en vodni vir, samo čez cesto gremo. In če kdo rabi, lahko tukaj dotoči. Zdaj se bom počasi preklopil na glavno Soško cesto, kjer bom mogel potrpeti kakšnih 6 km. Gotovo je prometna, ampak druge alternative ni. To, da pridem do Doblerja, potem pa spet grem po stranskih cestah proti Novi Gorici. Po svoje imam kar srečo, ker tudi na glavni Soški cesti ni dosti prometa. Sem in tja pride kakšen avto, ampak
nič kaj kritičnega. Srečno sem prišel v Doblar, kjer sem zavil levo in zdaj sem na tej stranski cesti, po kateri bom prišel čez Avče v kanal ob Soči. Tako lepa in mirna je ta cestica, da bom prav našel en kotiček in izkoristil za eno fotko svoje specialke. Ja, pa vidim vseeno, da je počakala tle v kanalu ob Soči. Živijo. Evo, lih prav, ker sem se mislil tle ustaviti, da naredim eno fotko. Aha, lepo. Piha skozi vata, a? Piha, ma ni panike, zato ker je šla cesta cel cajt dol. Ja, tle v kanalu ob Soči je res en tak lep ambient za eno krasno fotko, za spit kakšno pijačo ali pa si privoščiti sladoled. Jaz pa zdaj šibam naprej po stranski cesti in potem na kolesarsko proti Solkanu. Zdaj sem se pa priklopil na to kolesarsko stezo, ki teče ob reki Soči, vse dol do Solkana. Čudovita kolesarska steza, večkrat sem jo že predstavil v svojih videih, tako da tukaj ne bom šel v kakšne detajle. Lepo sem izkoristil lep sončen dan, temperature so bile ravno prav, ne previsoke. Prometa za soboto precej malo, tako da res zaželim tudi vam varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!